Tyrone Woodley je nekdanji borec v UFC in absolutno nima nič skupnega s Volkswagenom Tyrone, me je pa ime takoj spomnilo nanj. Matej, na primer, pa nima pojma, kdo je to. To je seveda nepomembno tudi za vas, je pa zanimivo, da je to že druga generacija modela Tyrone in naj vam ne bo nerodno, če ste mislili, da je prva, ker sem do nedavnega tudi jaz tako mislil. Je pa prva pri nas, ker je bil predtem Tyrone od leta 2018 v proizvodnji pri kitajskem FAW Volkswagen in tam so ga tudi prodajali. Pa to sploh ni bil kakšen zastarel avtomobil. 1,4 litrski turbobenciner ga je lahko poganjal ali pa 2 litrski turbobenciner. Oziroma, Tyrone je lahko bil tudi priključni hibrid. Kaj pa to? No, če neham komplicirati, to je bila neke sorte podaljšana različica našega Tiguana prejšnje generacije, ker vse veste, da imajo Kitajci radi podaljšane različice naših avtomobilov, ker imajo toliko dolge noge kot jaz. No, tole je pa novi Tyrone in glej ga zlomka, tudi ta je podoben Tiguanu. Jasno, ker je v bistvu tole naslednik nekdanjega Tiguana Allspace in če so Kitajci včasih imeli model Tyrone, mi pa Tiguan Allspace, je Tyrone zdaj globalni model in oznaka poenotena po celem svetu. No, čeprav sem našel tudi podatek, da ga v Severni Ameriki vseeno imenujejo kar Tiguan, na Kitajskem pa Tyrone L, ker je v bistvu toliko daljši od svojega predhodnika. Da ne bo zmede, za različne trge ga izdelujejo v Mehiki, pa na Kitajskem, za nas pa kar lepo v Nemčiji. Če se spomnite, Tiguan Allspace so izdelovali samo v Mehiki in kupci dobro veste, da so bile zaradi tega dobave včasih malo otežkočene. No, po novem te težave ne bo več. Zdaj pa, lastniki Tiguana Allspace, nabrusite ušesa, ker vas bo sigurno zanimalo, kakšen je njegov naslednik. No, pa v bistvu vsi ostali, ki bi radi imeli velik in prostoren SUV. Mimogrede, samo četrtina lastnikov prejšnje generacije Tiguana je izbralo ta dolgega, torej Allspace. Pri tem Tyronu pa računajo, da vas bo takšnih še veliko več. 9 cm je daljši, kot je bil Allspace včasih in v bistvu je zdaj dolg že okrog 4,8 metra. Že navaden Tiguan ima res veliko prostora, no tole je pa Škodi Kodiaq soroden model, v bistvu tudi na enaki platformi stojita, zato je prostora še veliko več. Prtljažnik ponuja 885 litrov, če boste izbrali Tyrone s 5 sedeži. Če boste izbrali takšnega s 7 in boste zadnja dva položena navzdol, pa malenkost manj, 850. No, če boste vanj povabili celotno mehiško poročno skupino in bo potnikov 7, bo za njihove tortilje ostalo okrog 350 litrov prostora. In to je največja prednost Tyrona, prostorsko razkošje in 7 sedežev, če boste tako želeli. Zdaj bi moral ob sebi imeti kakšnega oblikovalca, ker ti fantje so vedno zelo spretni z opisovanjem linij ali pa recimo razliko v primerjavi z navadnim Tiguanom. V bistvu na 30 metrov jo ne boste ločili, lahko pa sebe damo v vlogo oblikovalca, pa vam povem, da je v bistvu tale motorni pokrov tukaj bolj položen, pa se potem takole ostro spusti navzdol. Kolotečna plastika ni polkrožna, ampak je v bistvu tudi taka, ima bolj ostre robove. Potem pa, če ste si prav zapomnil, je drugačna malo tale linija, pa drugačna je v bistvu tudi kar cela tale prečka s temle zaključkom tukaj. Evo ga. Zadaj je serijski osvetljen povezovalni del med obema lučema, pa osvetljen je v bistvu tale zadnji logotip, napis je na malo drugačnem mestu, pa drugačna je v bistvu tudi tale oblika zadnjih luči. Vem, zdaj boste nekje na parkirišču veliko lažje vedeli, za kater model gre. Ni se treba zahvaliti, je že v redu. Spredaj je nekoliko drugačen tale del tukaj le spodaj, no pa tudi sprednji del ima v bistvu osvetljen povezovalni del. Vse vem, vse to so malenkosti, ampak skupaj se seštejejo in posledično Tyrone res dobro izgleda. Prav tako znotraj, kjer je v bistvu sodoben, pa ogromno prostora ima, meni ga je pa v tem prispevku zmanjkalo. Kakšen paradoks. Ampak brez panike, vam bo v naslednjem isto povedal vse o prostoru, pa tudi o motorjih.